Dober večer, dober dan, lepo pozdravljeni pravzaprav v vašem kulturnem domu Bistrica ob Sotli v okviru Demokracija magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri prirejamo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so išle pri naši založbi Nova obzorja. Lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Naš današnji sogovornik je ekonomist in raziskovalec udbovskih arhivov, dr. Rado Pezdir, s katerim bom spregovoril o njegovi obsežni knjigi Vzporedni mehanizem globoke države. V njej je predstavil epopejo nastanka in transformacije vzporednega sistema komunistične partije in Udbe od povojne ustanovitve družbe Safti prek shem vzporednega bančništva, Ljubljanski banki, prenosa kapitala v tujino in njegove ponovne vrnitve v Slovenijo, pa vse do druge sanacije slovenskega bančnega sistema in afere iranske milijarde. Našega gosta, gospoda Pezdirja, tako prav lahko pozdravljam v naši sredi. Metod, hvala za... Hvala, treba počakati na sve. Ja, točno, sem mi povedal, pa nisem poslušal. Zdaj pa dela. Hvala za predstavitev, hvala, ker sem danes lahko gost tukaj, hvala za organizacijo tega dogodka. Najlepša hvala, ker vem, da so časi taki, kot so in ni enostavno karkoli organizirati, ampak mi veseli, da sem danes med vami in da bo lahko stekla debata o tej knjigi, ki sem jo pisal kar nekaj časa. Gospod Pezdir, torej leta 2008 ste na podlagi magisterija izdali knjigo Slovenska tranzicija od kadela do tajkunov. Nedavno torej je na podlagi vašega doktorata išla tudi knjiga, torej Vzporedni mehanizem globoke države. Kako to, da ste se lotili pisanja te knjige, te obsežne, te zapletene problematike? Ja. Najprej tem samo ostorigirano, ni doktorat za tole. Dejansko je bilo tako, da sem jaz kar nekaj let pisal doktorat, dokler ni dekanja, zdaj rektorica univerze na Primorskem, me poklicala v kabinet in mi je rekla, pa dobro, kaj zdaj to, kdaj bo ta tvoj doktorat, ne? In sem jaz 1, 2, 3 verzije doktorata v prinesel, pa sem rekel, meni se nič ne zdi dobro, pa vedno v smeti vržem, pa na novo pišem. In potem mi je dekanja rekla, zdaj pa odnehi, oddaj eno zadevo, pa če hočeš naprej pisati, napiš knjigo. No in pa sem jaz doktorat oddal od vsega tistega, kar je pa ostalo, je pa dejansko knjiga nastala. Zdaj, kako je ta knjiga nastala, ima posebno evolucijo. Jaz sem 2018 napisal to knjigo Slovenska tranzicija od kadelja do tajkunov. S tem, da sem jaz mislil leta 2008, da sem posrgal vso pamet tega sveta in da meni zdaj čisto popolnoma jasno, kaj se je zgodilo v Sloveniji, kaj s tajkuni, z omrežji. Potem pa že par let kasneje, kakšne 4 leta kasneje ugotovil, da ne imam pojma, da sem zelen, da bolj zelen ne morem biti, da tako kot moji kolegi ekonomisti samo malo slutam, kaj se je zgodilo, ne dojemam pa, kaj se je zares zgodilo. Zakaj mi je to v glavo padalo? Se spomnite, 2008-2012 smo imeli resno krizo. Ne? Cena resne krize je 5 milijard, ki smo jih vrgli v sanacijo bank, pa še vsega ostalega, kar je prišlo. Mi smo imeli najslabše gospodarske rezultate v času te krize v celi Evropi. Največje padec bruto domačega proizvoda, največjo raven brezposelnosti, vsi ostali so že normalno dihali, smo mi že ta drugič zapored spet v krizo padali. In to mi je dal misliti, nekaj pa očitno je narobe z strukturo slovenske ekonomije, ker če prvič neki kihne od odzuni noter v našo ekonomijo, se naša ekonomija totalno rasuje. Ne tako, kot na Poljskem, na Češkem, na Madžarskem, v ostalih tranzicijskih državah. In potem sem razmišljal, kaj bi zdaj to bilo. Ekonomisti smo vse možno preučevali, ampak vsi smo pa vedeli, da je tam en kamenček v kolesju, ki zaustavlja slovensko tranzicijo.
In ta kamenček, da se imenuje omrežja. Nihče se pa ni znal dotakniti teh omrežij. Jaz sem rekel, ok, bom identificiral, kaj so to omrežja, pa da vidimo, če kam pridem. In sem začel najprej pregledovati lastniške strukture pa poslovne povezave med ključnimi slovenskimi podjetji, ki so bili v lastništvu države, financirani v državnih bank, pa kjer so bile močne politične intervencije noter. In potem sem se premikati začel v zgodovino in gledati lastniške strukture, dokler nisem prišel do zgodnjih 90-ih, kjer sem ugotovil, da kot pravilo v teh podjetjih nastopajo neka tuja podjetja, ki pa niso toliko zelo tuja, ker poslujejo izključno samo slovenskimi podjetji. Potem je moj premislek naprej. A se je to zgodilo v privatizaciji, da so menedžerji, rdeči direktorji, če hočete, naredili ena podjetja po Avstriji, Nemčiji, pa davčnih oazah, kot je Luksemburg, Lichtenstein, Cipr, pa so potem v privatizaciji zagrabili svoj kolač, pa pobrali, kar je bilo za pobrati in iz tega oblikovalo mreža. Ali se je to že zgodilo prej? Sam problem od prej je, kje bom pa najdel jaz zdaj arhiv, javno dostopne baze podatkov v lastniških povezavah, po strukturah pred letom 1991. Bo je bilo nekaj tuhtanja, dokler se nisem spomnil tistega fantastičnega intervjuja, ki ga je imel visoko rangirani udbovc Niko Kavčič z Jelko Bizel na TV Slovenija, kjer je on prosto govoril, kako so prodajali čike, dobili denar, pa iz tega ustanavljali podjetja, pa v tujini imeli neka podjetja. In sem šel v arhiv Republike Slovenije v ta znameniti udbovski fond. Tam je pričakala dve osebi, Roman Leljak pa Igor Merza. Ampak noben od njih ni delal tega področja. Zato sta me napotila k tistemu, ki je skrbnik bil tega udbovskega arhivskega fonda. In ta model mi je rekel, jaz nisem ekonomist, ampak vem, da imamo tam ene ekonomske zadeve. Pa jaz naročim to gradivo. Po 2 tednih to gradivo dobim, odprem ta prvi snop dokumentov in na prvi strani piše, da je uprava državne varnosti, UDBA, leta 1951 pod taktirko ustanovila v Lichtensteinu podjetje Kolkomerc Vaduz. Tam naprej sem pa začel kamenčke rolati v prihodnost. Če sem šel zdaj v preteklost, sem šel v prihodnost in sem rekel, ajde, da vidimo, koliko daleč je pa ta mehanizem tekel. A je tekel do leta 1990, pa potem, da je ta kapital prišel v privatizacijo, kupil slovenska podjetja, naredil strukturo tako, kot je, in bo vzročil na koncu ekstremno gospodarsko in bančno implozijo leta 2012. No in sem sestavljal to sranje kar par let, dokler se mi ni zgodba sestavila in se je potrdila v tem smislu, da kapital je bil izvožen, potem uvožen nazaj in potem je bila država dobesedno ujeta in ukradena. Medtem, ko smo mi leta 1990-1991 poskušali razmišljati, kako bojo preživele družine, kjer v povprečju bil en brezposeln, ker je vse propadal, so te fantje, družbeni kapital, ki so ga prej ukradali, začeli vračati tako, da so odkupovali podjetja. In kar je bil meni še bolj fascinanten del tega, izkazali se je, da ljudje, ki so bili nekoč visoko rangirani udbovci in partijci, se pravi osebe, ki so nominalno preganjale kapitalizem, so se čez noč zbudile leta 1991-1992 kot veliki kapitalisti in poslovneži z ogromno količino denarja, pa nihče ne vedel odkot. No zdaj približno vemo odkot. Od velike kraje, ki se je začela z ustanovitvijo Kolkomerc Vaduza v Vaduzu leta 1951 in sam še to dodam. Jaz včasih ne znam na kratko odgovoriti, tako da boste mogli malo trpeti. Ključen vzvod pri temu je bil ves čas Ljubljanska banka in kasneje Nova Ljubljanska banka. In ta vidik zgodbe se je pa sestavil, ko smo preiskovali razloge za ta drugo 5-milijardno bančno sanacijo v slovenskem bančnem sistemu na Logarjevi komisiji in seveda krona vsega
tega usporednega mehanizma je bila zagotovo iranska milijarda, za katero se danes še vedno policija in tožilstvo delata debilne, da to ni obstaja. Mislim, kar pomeni, da Ana Karenina, Superman, vsi te liki krožijo med nami, kar seveda pomeni, da so že zelo močno retardirani na tožilstvu in na POU-ju. Se pravi, da si pri pisanju te knjige imel na razpolago v bistvu veliko tega udbovskega gradiva, ki se je pač kljub temu, da se je leta 90 množično uničeval, v bistvu v tem segmentu ohranil, hkrati pa si imel cel kup dokumentov, ki pa v bistvu pokriva to tranzicijsko obdobje. Ja, definitivno. Eno najbolj neverjetnih zadev je seveda to, da to gradivo ni bilo uničeno do te mere, da rekonstrukcija ni bila več mogoča. Po neki logiki so v veliki histeriji uničevanja dokumentacije službe državne varnosti pustili cele kose ekonomske dokumentacije noter. Zdaj je bilo to čudno naključje, ali je bila to posledica razprtij med Janezom Zemljevičem in Nikom Kavčičem, kajti dokumentacija, ki je ostala, je primarno vezana na Nika Kavčiča, ali pa so oni enostavno podcenili vso to dokumentacijo, ne vem, kaj je bilo od tega. Ampak rekonstrukcija je bila na koncu dneva mogoča, posebej detaljno je bilo mogoče rekonstruirati tisto, kar je tako imenovana Slivnikova četica pisala cela 90-ta o Udbo mafiji, je zdaj dokumentacijsko potrjeno, in je jasno, da takrat ni šlo za teorijo zarote, ampak je šlo pri Slivniku in sodelavcih zgolj pri to, zato, da niso imeli na voljo dokumentacije, ki so jo kasneje pa jaz dobil. Se pravi, v bistvu je ta tvoja knjiga v bistvu res poglobljena študija, v bistvu, za katero si pa nekako dobil idejo, kot si že prej omenil, v bistvu pri tistem dokumentarcu Ljerke Bizel, Vzporedna ekonomija, torej ko je Niko Kavčič prostodušno razlagal, kako so legalno in ilegalno oziroma nezakonito poslovali. Drži. In ustvarjali ta sistem. Ja, drži. S tem, da v tem dokumentarcu je seveda lagal na veliko, Ja, celo zelo ne vem, zakaj sem v karkoli sploh verjel, zato ker nekaj, kar sem verjel, sem v knjigo napisal, potem pa dobil pričo pred 1-2 meseci, ki mi je povedala, da je bila zgodba čisto drugačna. Ampak vse je bil toliko neumen, da je šel na televizijo in govoriti, ker osnovna teza pa drži, vzporedni mehanizem so gradili. In gradila ga je partija, z njimi upravljala partija in Udba je bila pa tista, ki je to na terenu izvajala. Zanimivo imate dokumente v Arhivu Republike Slovenije, naprimer, vsi poznamo Silvota Gorenca, tamle pri Krškem žvi, Silvo Gorenc je bil leta 1972, preden je ratal načelnik Zvezne uprave državne varnosti, je bil v Sloveniji zadolžen, da izvede šverc cigaret, s katerimi bi dobili denar za to, da kupijo helikopter pa prisluškovalno tehniko. To je izvedel, ampak najbolj zanimiv je pa dokumenti, ki pričajo, da je zato, da je izvedel državni šverc, sta mu dala dovoljenje šef slovenske partije, tedaj Pepit, pa tedajni šef izvršnega sveta, torej vlade, Stane Kavčič. Ampak a veste, to zdaj govorim kot anekdoto, samo pomislite, koliko odtrgan sistem pa je bil to, da ti zmanjka v proračunu denarja, zato da tvoja tajna politična služba, obveščevalna služba, kupi neko tehnologijo. V budžetu zmanjka denarja. In potem rečejo, vzemite čike v Emoni, v konsignaciji, pa jih prešvercite v Italijo, tam bo italijanska mafija to kupila, dobodite denar, ga legalizirite čez Emonino podružnico v Münchnu, vrnite nazaj v Slovenijo in iz tega denarja to kupite. Si zamislite, koliko sprevržena država je bila to, ker vrh, politični in upravni vrh data ukaz, financirajte se za švercom cigaret. Meni so to neke presenetljive zgodbe, vsi vemo, ampak to je noro, si zamislite zdaj, da bi imeli,
na vladi razpravo, da kupijo, da vzamajo cigarete v Mercatorju, pa da jih prodajo, zato da kupimo pol letalo ali pa kaj takega. Koliko fucked up država je bila to, realno. In koliko nerealne so bile te njihove poteze, za katere so mislili, da bojo večno skrite, in še bolj bolestno, koliko nerealno je misliti, da je to nek kapital, ki je bil čist in vrnjen v tranzicijo. Bil je preklet umazan. V knjigi Vzporedni mehanizem globoke države si da drugemu večjem poglavju naslov Rojstvo partijskega leviatana. Naj spomnim, da je angleški filozof Thomas Hobbes dal tak naslov v svoji znameniti knjigi Leviatan, ki je šla leta 1651 in kateri je trdil, da ohranitev vsake družbe tere eno samo neomejeno suvereno oblast z avtoriteto, da odloča o javnem izraženem mnenju v vseh zadevah, ki lahko zmotijo red in mir. Skratka, pisal je o potrebi po močni suvereni oblasti. Medtem ko so že v stari zavezi pisali o Leviatanu kot biblični morski pošasti. Zakaj torej rojstvo partijskega Leviatana? Navdih je bil ravno to, kar ta Leviatan naj bi pomenil. Neka centralna oblast, ki je omniprezentna, vendar zla in z neko prisilo totalitarnega režima zlorablja lastne državljane. In ta finančni mehanizem je bil partijski Leviatan. Partija, ki jo nihče nikoli ni volil in jo ni izvolil na vrh upravljanja z državo, si je pač vodenje države zamislila kot neka mafijska združba. In kot vsaka mafijska združba je imela stran poti odtekanja denarja. Veste, to so bizarne situacije leta 1948-51 v državi potekajo nacionalizacije. Kdo je podjetnik, pa malo preveč zagret za tržno ekonomijo in kapitalizem, gre sedeti v zapor. Partija to aktivno preganja s pomočjo udbovcev. Na drugi strani imate pa cele serije dokumentov o udbovskih ekonomskih konferencah na Bledu, Bohinju, kjer se oni dogovarjajo, kako bojo poslovali. Tista naracija njihova je popolnoma protokapitalistična. Kje so nižji davki, kako narediti devizne špekulacije, kako se izogniti regulativi, se pravi, kako ustanavljati podjetja. Razumete, ta dvojnost in norost. Na eni strani si pripravljen ustreliti nekoga, kjer je trgovec, na drugi strani pa ti izvajaš trgovanje s finančnimi inštrumenti v tujini. In to je ista oseba. In to je ta partijski Leviatan, ki je iz celega sistema naredil absolutno in popolno šizofreno norost. V knjigi pišeš tudi o prazgodovini Satrija. Zanje širše slovensko občinstvo izvedelo šele v Slivnikovi knjigi Kučanov klan, ki je šla leta 1996. Kako se je torej skozi desetletja vzpostavljala udbovska vzporedna ekonomija in kakšno vlogo je recimo pri tem imel v bistvu nekako ustanovitelj Ozne in Udbe, Ivan Mačan. Ja, kot prvo, sistem se je dograjeval. Bazičen sistem se je začel v Trstu po koncu druge svetovne vojne in tam sta mogla teči dva denarna tokova. Najprej denarni otok od šverca čikov. Udba je v Švici dobila poslovne partnerje, ki so ji predajali cigarete, zato da so jih oni transportirali v Italijo in tam po kriminalnem omrežju prodajali vse do Ancone. Zdaj, zakaj tak uvink? Zato tega, ker po drugi svetovni vojni je bil problem s čiki, v Švici so delali ameriške cigarete, stalno so jih iz italijanskih kantonov v severno Italijo švercali, v Italiji so zadevo blokirali, zaprli mejo in iz Švice ni mogel več priti direktno noben cigaret na nelegalno tržišče. Zato so poiskali
nekoga, ki bi ta transport in distribucijo naredil in uprava državne varnosti se javlja. No zdaj pa, bila situacija taka, da uprava državne varnosti te čike preproda po Italiji in ima kup denarja. Za ta kup denarja moraš pa nekako to ve vsak kriminalec, pa vedeli so tudi udbovci in partija, legalizirati. Zato so ustanovili še en krog podjetij, ki so delali navidezno legalne posle. Iz Amerike so uvažali pakete v Slovenijo. V Sloveniji ni bilo najlonk, naročil si jih v Ameriko, tam se je naredil paket, poslali so ti ga prek Trsta v Slovenijo. Zdaj pa, če hočeš ti uprati en kup denarja od cigaret, naročiš cele kolosalne kupe najlonk, oni ti pošljajo najlonke, ti s tem plačaš, legalno je denar v obtoku, najlonke pa lahko tudi v smeti vržeš. Ampak zato, da bi to zaključili, ta krog, so naredili tako. V Sloveniji so naredili podjetje Continental, kamor so uvrstili odsek udbe noter. To podjetje Continental je dalo naročilo za čike. Ni jih dalo direkt, dalo je prek Lichtensteinskega podjetja. Se pravi, z ameriškega vidika nekdo iz Lichtensteina naroča pakete, zato da poslujejo v Slovenijo. Račun je bil na švicarski banki, tja gor se je plačeval denar za nakup teh paketov. Pa ste naročilca čikov. In krog je stekel in je bil legalno pokrit. Od tega naprej je bila nova izvedenka leta 1968, ko je nastala Ljubljanska banka. Ker ves ta sistem vam deluje, ampak nelegalni trgi so redko likvidni. Če se samo zamislite preprodajalce droge, ki prodajo narkomanom drogo, oni nimajo denarja takoj za plačo. Plačajo malo kasneje. Če tebi likvidnosti manjka, potem pa čabaš banko, da to financira. In oni so teh svojih ilegalnih poslih noter ustavili banko. To je bilo leto 1968 in začel se vzporedni bančništvo. Leta 1989 je glavni element še vzpostavljen in to je pa banka v Švici, ki jo ustanovijo skupaj Ljubljanska banka in Safti. Safti je nastal iz udbovskega kapitala. Ko je ta banka ustanovljena, se sproži proces izvoza kapitala in njegovega vračanja v tranzicijo. Ne sem detaljno popisal, saj za medijski, medicinski, pa bančni trg, kako se je nazaj denar vrnil. In tudi to celotno transformacijo, ker, a veste, ko leta 1989 vemo, da bo berlinski zid padel, potem se pucajo sledine, uničujejo se samo arhivi, ampak se udbovska podjetja likvidirajo in ves njihov posel prenaša na novo ustanovljene podjetja. Tako, na primer, nimate več ultimativnega udbovskega podjetja Proteus v Luksemburgu, ampak imate Vega Finance. Tako nimate več Saftija, ampak imate KB199. Zdaj, kaj se pa Ivana Matija Mačka tiče, to je pa zanimiva zgodba, ki jo je treba še raziskovati. Jaz mislim, da sem do zdaj najdlje prišel in jaz sem najdel, kje je bil ta denar, s katerim je on upravljal. Namreč leta 1954 je londonski sporazum, Jugoslavija se odpove coni A, Italija se odpove coni B, imamo en status quo, vemo, kje bo meja, potem osimski sporazumi to dokončno zabetonirajo. Ampak po letu 1954 se partija umakne upravo državne varnosti iz neposrednega upravljanja podjetij v tujini. Te skeme vzporednega mehanizma. In vse skupaj se prenese iz tega podjetja v denar iz čikov, nelegalnih poslov, tudi narkotikov se prenese iz Kolkomerc v Dus na Komeksim v Dus. In to podjetje Komeksim je nek podjetje, s katerim upravlja Ivan Matija Maček. Zdaj pa paste to, potem grem pa gledati jaz v lichtensteinske baze podatkov, dokdaj je pa živelo to podjetje. Paste, Mačkovo podjetje je živelo do leta 1993. A si vi mislite, podjetje Ivana Matije Mačka je živelo potem, ko je berlinski zid padel, ko nismo bili več del Jugoslavije, ko smo imeli tržno ekonomijo in ko smo imeli nekake demokratične volitve.
Ampak nihče od nas to ni vedel. Podjetje Kolkomerc iz leta 51 je teklo do leta 97. Podjetje Skudo, ki je bilo ustanovljeno v Švici leta 1968 kot eno ključnih podjetij za izvoz denarja iz bančnega sistema, je živelo do leta 2016. Se pravi, takrat ni bilo več ne holdeža, ne aktive, ne zvonov, vse je že Nova Ljubljanska banka je bila sanirana, to podjetje je še vedno živelo. Leta 2017 se zapre na britanskih Deviških otokih podjetje Profinest. Podjetje Profinest je od Saftija unukinja. Sprav Safti ustanovi podjetje v Luksemburgu, Proteus ustanovi na britanskih Deviških otokih podjetje Profinest. To podjetje Profinest je ključno, da se Mladina privatizira tednik Mladina, s kapitalom, ki ga je partija izvozila leta 1989 in da popolnoma spremeni uredniško politiko. Neke stvari so zdaj zelo dobro rekonstruirane. Ampak kako te rečem, pač me moraš ustaviti, zato ker jaz ne neham govoriti, razumeš, to toča pada. Samo to bi se še malo nazaj vrnil. V bistvu z Omerzo sta napisala knjigo Kriminalni temelji NLB in mislim, da Ljubljanske banke in Teo. V bistvu tukaj je tudi bilo to vlogo Niko Kavčič povezavi z Mačkom. Kako je to s kriminalnimi temelji? Ja, leta 2018 smo oba dojela, da je 50 let ustanovitve Titove teritorijalne obrambe in Ljubljanske banke. In ko sta se te dve organizaciji ustanovile, se je začelo dejansko kriminalno poslovanje pod pretvezo, da se zbira denar za oborožitev teritorijalne obrambe, so v Švici odprli en račun, na katerega ne bi se nakazoval denar. Schema je bila zelo enostavna, ampak res trivialno enostavna. Ljubljanska banka ti je dala kredit, ti si pa s tem kreditom v tujini kupil pač neke surovine, pa te surovine v Sloveniji prodal, pa kredit vrnil. Edin hakelc je bil, ker ti nisi kupil direkt teh surovin, ampak si kupil preko enega umestniškega podjetja. In on mu dal 5% vrednosti, ker ti je pomagal nakupiti te surovine. Ta je pa 5% potem nakazal na en švicarski račun, iz tistega švicarskega računa je pa denar tekel po neskončnih kanalih. Tudi v tej schemi je bil tudi Mačkov podjetje Komexi. Ta zgodba se je razkrila in celo Udba sama sankcionirala, zaradi tega, ker v tej zgodbi je Niko Kavčič ugotovil še nekaj. Če je vse ful dobro skrit, pa če nič ne sme vedeti, potem sem jaz edini, ki ve, kam gre ta denar. In je začel kradati. In je začel lastno partijo kradati in to ga je potem tudi stali glave. To je bila več ali manj poanta te zgodbe, da sta se in Ljubljanska banka in Titova teritorijalna obramba rodila v enem velikem utrujenem finančnem grehu. Se pravi, da v bistvu kljub vsemu, da so pač te zadeve vzporedni mehanizem in se te kriminalne posle furala udbovci, je pa imela nad vsem tem nadzor, torej partije. Ja, seveda, mislim, na večjih koncih imamo izpravičen, da se zadeva finančne transakcije zafurajo ali pa šverc ali pa karkoli, samo takrat, ko da partija privolitev. Nekako formalno je bila tudi šteta privolitev predsednika izvršnega sveta tedanje oblike slovenske vlade. Ampak glavna roka je bila itak v vrhu partije, ker je bila tudi ona tista, ki je določala po ustavi, kdo bo v vladi noter sedel. Se pravi, tukaj ni bilo nobenih udbovskih vojvodstev, pa da bi oni sami to počeli. To je bil pač Leviatan. Leviatan je bi ga odločil in oni so to naredili. Oni so s tem upravljali. Oni so pa pač na koncu bili lastniki. Mi tudi danes zelo dobro vemo, kdo je bil lastnik celotnega kanala denarja, ki je iz Slovenije pumpal denar leta 1989 proti Luksemburgu in Švici. In to je Socialistična zveza delovnega ljudstva.
se pravi partija. Kaj pa je za te posle, recimo takrat, ki je vedel ta, recimo, Stane Kavčič? Stane Kavčič je vedel za te posle, ne, zato ker imamo tudi privolitev, da Silvo Gorenc lahko v Emoni v skladišču pobere cigarete, jih proda, pa iz tega denarja kupi helikopter pa prisluškovalne naprave. Ne. Stane Kavčič je bil samo en delec v celotnem temu kolesju partije in vzporednega mehanizma. Čeprav je bil izrazito drugačen, ne, to moramo priznati. In ta drugačnost ga je stala glave, ne, ker on je bil prvi, ki je razumel, da socialistična ekonomija navadno sranje in da to nikamor ne gre. Da mi potrebujemo delniško strukturo podjetij, da podjetje, če morajo v stečaj, ne gre v stečaj in da socializem je treba ukiniti na področju ekonomije in uvesti tržno ekonomijo, če hoče se Slovenija razviti in postati normalna država. Ne. V tem kontekstu ni vedel, da je rodil hudiča, ker on je razumel, ok, keša ni, proračun ga ne more dati, mi moramo narediti za vir financiranja banko. Okay? Bolj zanimamo, imamo banko. In je ustanovil banko pod Nikom Kavčičem. Niko Kavčič je pa skupaj za partijo to banko premaknil v vzporedni mehanizem. Ne? Ampak rodila je ideja to od Staneta Kavčiča, da hočemo prekiniti s to vrstno ekonomijo. Ne? Pišeš tudi podrobno o različnih udbovskih operacijah. Zakaj šlo recimo pri operaciji Lichtenstein? Operacija Lichtenstein je bila prva operacija in to je bilo ravno ustanovitev podjetja v Lichtensteinu, prvič zaradi tega, da bi se umaknili pred italijanskimi regulatorji v Trstu, drugič, da bi najdel neko okolje, kjer so zelo nizki davki in tretjič, da bi bila zelo šibka regulativa, ker je pa mogla biti, ker so v lastniški strukturi, poleg slamnatih lastnikov, ki jih je postavila Udba, bili noter tudi ljudje, ki so bili utopljeni v združbah organiziranega kriminala, torej švicarski preprodajalci cigaret. Kar je zanimivo, ne, je pa to, da te švicarski preprodajalci cigaret, ki so dali Udbi čike, ki jih je potem tajno prodajala po Italiji. To je bil Adolf Weitnauer. In Adolf Weitnauer je v letih do zdaj naredil multinacionalko, ki trži najboljše svetovne blagovne znamke in še vedno Philip Morris cigarete. Vsakih 10 let pride ven kakšna afera z švercom teh čikov, ampak najbolj bizarno je pa to, da je kriminalni solastnik udbovskega podjetja v Lichtensteinu danes za svojim podjetjem še vedno prisoten v Sloveniji. Če greste v ljubljansko Supernovo na Rudnik, imate tam podjetje Weitnauer, pri katerem lahko kupite blagovne znamke, naprimer Chanel, etc., najboljše parfume. Ta svet je odtrgan, še posebej za tega odtrgan, ker sem na koncu najdel dokumentacijo, ki kaže, da je ta Weitnauer bil pravzaprav na zvezi vzhodno-nemškega Stasija, kar je pomenilo, da sta in Stasi in KGB vedla, da ima Udba v Lichtensteinu podjetje. Še večji joke je, da je to iz poročanja iz ameriškega kongresa v zgodnjih 50 letih zaznala tudi ameriška obveščevalna služba. To so res fantastične zgodbe. V knjigi vam tudi podpisujem, kdo so to točno te fiduciarji, pri katerih je Udba ustanavljala podjetja in ena bolj bizarna zgodba kot druga. No. Podrobno se ukvarjaš tudi z Aditom, ki si ga spomnimo iz Slivnikove knjige Kučanov klan. Pišeš, da je bil Adit kanal za transfer sredstev finančno podzemlje. Adit je bil nekaj najbolj bizarnega, zaradi tega, ker je šel za podjetje v socialistični Sloveniji, ki ni obstajalo, ni bilo pa javljeno. SDK jim je poseben račun odporil zato, da se sploh lahko transakcije delale, ampak niso bili regulirani in niso ostali kot podjetje, skrili so jih pod državno založbo Slovenije. Čeprav ta Adit, njegov direktor, je bil po definiciji član ene izmed komisij, ki jih je ustanovila socialistična vlada.
In preko tega Adita se je prvič posredoval denar v Italijo, denar je bil tekel iz GZS-ja in Banke Slovenije, in drugič, krediti, ki jih je Ljubljanska banka dajala Aditu, so se prenesli na Tržaško kreditno banko. Iz Tržaške kreditne banke, ki je bila ena glavnih lastnikov Saftija in Safti je bil njen glavni lastnik, je šel denar v Luksemburg, iz Luksemburga je šel denar v Zürich, tam se je ustanovila banka, iz tiste banke pa je po letu 90 začel špricati denar v slovensko ekonomijo, na videz tuje investicije, ki pa so začele kupovati slovenske medije, Mladina pa Republika, v zdravstvenem sektorju so se usedali noter, Mark Medical, ki ga poznamo iz afere z žilnimi upornicami, in pa potem imamo vstop v bančni sektor, Banka Noricum, LHB Frankfurt, Kvarner banka, Istrska banka, Umag. Se pravi, zarili so se noter ko živali v naš sistem in to je bilo možno, ker je obstajal Adit. Vem pa tudi, kakšna je lastniška struktura Adita, ker je Milan Kučan pisal ta dopis leta 1973. Adit je bil last Socialistične zveze delovnega ljudstva. A nekaj zanimivo je to, da zdaj sem menil Kučana, pri en dokument zanimiv, kjer je pa leta 83, kjer imamo vlogo Danilo. Sem še eno stvar bi rad prej poanteril, zamislite si, kako to zgleda. Vlada ustanovi slamnato podjetje in na to slamnato podjetje iz državne banke da kredit, ki ga odpiše, ta denar pa preseli v davčno oazo v Luksemburg, iz katere potem financira ustanovitev banke v Švici, vlada, iz Švice pa denar vrne v matično državo, kjer v privatizaciji pokrade vso družbeno premoženje. V tem govorimo, da smo imeli to novo vlado, slamnato, neobstoječe podjetje. Danilo Tirk je bil še eden od predsednikov Republike Slovenije, ki je zelo dobro razumel celotno to shemo z Aditom, namreč ta dopis, o katerem govorite, je pravzaprav njegova razprava z ljudmi iz DZS-ja, ki ogorčeno razlagajo, da naj ta Adit registrirajo ali ne ga pa umaknejo ven iz DZS-ja, kajti oni šverca ne bojo podpirali. Seveda je bilo to neuspešno, to se ni zgodilo. Adit je tekel do konca. Tretjemu večjemu poglavju se pa naslov tranzicijsko omrežje. V času demokratizacije smo naivno mislili, da bodo spremembo sistema nekako s partijskim sestopom z oblasti in z denacionalizaciji komunisti ostali brez vsega. Kot vemo, se je zgodilo ravno nasprotno. Tako imenovani sestop z oblasti, ki ga je vodil zadnji šef Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan, so se očitno zelo dobro pripravili s pomočjo UDBE in službe državne varnosti. Ja, mislim, kar se tega finančnega dela tiče, je zdaj popisan. To ni več teorija zarote, ampak je enostavno zdokumentiran in je jasno, kako je denar prišel. Veste, na koncu dneva mi imamo neko posebno omrežje, kjer je precej visoko rangiranih uslužbencev službe državne varnosti noter dominantnih igralcev, naprimer Janez Zemljarič, ki ga mislim, da do zdaj najbolj detaljno popišem v smislu njegovih poslovnih podvigov. Enako Ivan Pušnik, za katerega redko kdo ve, ampak to je bil en ključnih ljudi za nadzor nad nemško govorečim področjem, zdaj pa je praktično energetski oligarh, ki živi v Švici in ga redko kdo pozna. Eden tudi prvih ustanoviteljev Faktor banke, potem noter so zgodbe o Draganu Isajloviču. Se pravi, tisto, kar jaz hočem pokazati, to je vendarle omrežje, ki je bilo napojeno iz kapitala in poslovnih povezav, ki so se ustvarjale
znotraj vzporednega mehanizma in to omrežje potem postalo tisti pesek v kolesju slovenske tranzicije, ki je pripeljala do strukture ekonomije takšna, kot je bila. Zaradi tega, ker je bila usmerjena na beneficijo ravno omrežij, ali strani politike, ali strani paradržavnih bank, ali pa strani paradržavnih skladov in pidovskih skladov. Ne? Prav, to je bila schema. Vsa leta smo veliko poslušali o tem, da je to udbovsko mrežje, partija, oziroma zdaj si že omenjal, umaknila veliko denarja v tujino in potem vrnila nazaj. A je možno dati to ceno, za kakšno vsoto je šlo? Ne, tega ni možno dati, ampak koliko čudno se sliši, meni se to ne zdi toliko relevantno, ker tega denarja ni več, ampak poanta temu je, bolj pomembno je poantirati, da je to mehanizem, ki je deloval in je lahko vedno izvozil denar, ga skril in ga nazaj uvozil in uporabil za zagotavljanje moči partije oziroma omrežja, ki je šlo iz partijsko-udbovskega preseka. In to je glaven, ključen element v tej zgodbi, ki nas je stal 5 milijard v bančni sanaciji, kajti če samo bančno sanacijo pogledamo, je posledica absurdnih kreditov. Mislim, dajate kredite brez pokritja, kredite podjetjem, ki obstajajo samo še na papirju, razumete, to je mimo vseh regulativ, zakonodaj, internih predpisov, kar pomeni, da je vzporeden mehanizem bil prisoten, delali so po nekih drugih navodilih in drugi logiki, kot sicer velja za vso ostalo državo. In to je tisto ključno, ne toliko, koliko milijard je šlo ven, kot to, kako strašljivo skrit, kompleksen in učinkovit je bil ta sistem do praktično včeraj. In kolikrat smo mi plačali to sranje, v tranziciji, ob prvi bančni sanaciji, ob drugi bančni sanaciji, pa seveda nekome ništa. Pri teh tranzicijskem omrežju, torej so omenil obravnavaš Ivana Pušnika, Draga Saroviča, lahko rečeš kakšno besedo o Petru Riglu? Peter Rigl je bil en zanimiv model, ki je v bistvu začel graditi nekaj, kar je Drnovšku manjkalo, da bi imel resnično politično moč, in to je omrežje. Peter Rigl je prišel iz Smelta, podal se je po energetiko, z zelo posebnimi ljudmi, z Vukobratom iz podjetja Kopheim, ki pa je zelo zanimiv popisan v hrvaškem arhivu, kako v bistvu so te ljudje hodili nagovarjati Milana Kučana za poslovanje, to je še pred padcem Berlinskega zidu, in kako so razumeli, da je on gazda, s katerim se gre pogovarjati, če se hoče karkoli ekonomskega v državi zgoditi. To je noter v poglavju omrežje, tako da vas malo stimuliram, da to preberete, ker je še z hrvaškega vidika zanimiv, kako so videli vlogo Kučana, pa možnosti, da bi on za neke posle posredoval pri admiralu Brvletu. Obravnavaš pa recimo tudi Janeza Škrabca, ki je še danes ostali. Ja, tudi Škrabec. Posebej obravnavam to zgodbo prvotne akumulacije kapitala in seveda zgodbo o poslovanju njegovega očeta Stanka Škrabca v Moskvi, kjer naj bi se ustvarjal črni fond, s katerim bi se vračal denar v tranzicijo. Ampak enako fascinantna zgodba, tudi naprimer Miloša Kovačiča noter popišem in naloge, ki mu jih je dajala uprava služba državne varnosti v relaciji do preverjanja ljudi v Moskvi. Posebej Miloš Kovačič se mi zdi zanimiva zgodba, ker on je vedno furil to, da pa ni srabo biti v partiji, če si bil hotel biti direktor, ker on ni bil v partiji, pa je bil direktor. Sam pozabil ta del povedati, da je bil pa zvesta služba službe državne varnosti in partije vse.
Pri vsem tem delovanju tega sporednega mehanizma pa so na nek način na površini v javnosti pomembno vlogo odigrali tako imenovani akademiki, ne, o katerih tudi piše, ki pa so nekako v bistvu podpirali to tranzicijsko mrežo oziroma govorili o tako imenovanem nacionalnem interesu. Ja, seveda. Ne. Ta zgodba o nacionalnem interesu je bila resnično smrtonosna pilula za slovensko ekonomijo, ker so javno mnenje obrnili v smeri, da mora biti Nova Ljubljanska banka v slovenski lasti, ker je to ključno za financiranje slovenske ekonomije. Sicer bo slovenska ekonomija skrahirala. Seveda, konec je bil tak, da je bila Nova Ljubljanska banka v 100% slovenski, 66% ima več, 25 minus 1 delnica lasti Slovenije pa je skrahirala, pa za sabo potegnila celotno ekonomijo. Ampak če zdaj za nazaj gledamo, nam je čisto jasno, ne, kaj so pravzaprav te akademiki počeli. Te akademiki so dajali bianko menico za to, da se je tajkunsko in bankstersko poslovanje lahko odvijalo pod taktirko slovenske politike v obliki kreditov, ki niso bili nikoli vrnjeni. Če bi bili tuji lastniki v banki, ne vem, kjer idiot bi od lastnika bi imel interes, da njegovi komitenti nikoli ne vrnejo kredita, da jih on zalaga z denarjem. In tukaj v knjigi popisujem nekaj zanimivih zgodb, kjer so te slovenski akademiki ključni členi za to, da se ali javno mnenje obrača, ali da se prekrito nekaj kadruje po bančnem sistemu, ali pa se enostavno spregledajo take zadeve, kot da mi še danes ne vemo, kdo so bili lastniki nekaterih slovenskih bank. Enostavno ne vemo, Faktor banke recimo. Ko si ravno omenil Faktor banko, v knjigi opisuješ primer pidovskega tajkuna Darka Horvata, ne, ki se je nedvomno, zdaj bi rekli, dobro znašel na račun slovenskih davkoplačevalcev in ima, mislim, da v Švici bilo v Angliji, pa lepo igra polo. V čem je, če sem malo ciničen, skrivnost njegove uspehe? Ja, zagotovo temu, da je usedel se na pradavne kanale iz vzporedne ekonomije, ki so se začeli takoj po drugi svetovni vojni, ko je Zvezna uprava državne varnosti sklenila z Hagano, predhodnico Mossada, dogovor, da bo omogočala transport evropskih judov v tedanji britanski mandat Palestina. In seveda tudi, da bojo kasneje orožje in prodajali. Na podlagi tega je nastala ena skrivna diplomacija in skrivni politični stiki med Jugoslavijo in Izraelom. In Jugoslavija je bila en najbolj zvestih partnerjev v Izraelu, čeprav je leta 1967 po tisti znameniti krizi, ko je Izrael razbal vse svoje sosede, uradno diplomatsko prekinila stike, je bila še vedno najbolj zvesta. In to igro med Izraelci in Jugoslavani so igrali Slovenci. Brajnik, Hlaj in tako naprej. In na izraelski strani Šajke Dan, ki je tudi dobil, dvakrat je bil odlikovan, prvič v socializmu strani izvršnega sveta, drugič ga je odlikoval Milan Kučan za zasluge pri osamosvojitvi Slovenije, ki jih je imel in je dobil za to pravilno nagrado. Ampak gospodarski stiki, ki so se v tem vzporednem kanalu med Izraelom in Slovenijo oblikovali, so stiki, na katerih se potem usedel Darko Horvat. Jaz razkrivam lastniško strukturo aktive. Jaz razkrivam, kako je bil konc dosežen od Darka Horvata in navte verjel, v Las Vegasu je bil dosežen konc Darka Horvata z gradnjo hotela Plaza, pri čemer so predtem 2 iteracije nazaj bil lastnik te blagovne znamke Donald Trump. Zgodbe so odtrgane, resnično so odtrgane, ker grejo po vsem svetu, po vseh možnih zadevah in ta zgodba z Izraelom in Slovenijo, iz katere pade Darko Horvat, je prav filmska, tako da predlagam res za prebrati. Hkrati moramo pa vedeti, da Darko Horvat nas je 300 milijonov evrov stal, on kreditov enostavno ni vračal.
On je samo kredit vzel, pa ga je prenesel na en svoj podjetje, podjetje na drug podjetje, tretje podjetje na četrt podjetje. On je imel 123 podjetij. On je vsak teden zamenil imena teh podjetij. Zamenil je lokacijo. En dan je bila v Hongkongu podjetje, drug dan na britanskih Deviških otokih, četrt dan v Panami. Ne morete izslediti tega sranja nikoli in naj se je zgubil. Zdaj vprašanje je samo, kako ga danes Darko Horvat vrača nazaj in jaz mislim, da ga. Veliko pozornost namenjaš tudi podružnicam NLB. V preteklosti se je v zvezi s temi spornimi posli v bistvu omenjali predvsem lahko v Frankfurt, pa LBS New York, pa lahko tudi o tem, kaj poveš. Pisali smo tudi o tem v reviji Demokracije. Ja, pa to so ene najbolj udobnih zgodb, ker pride do trenutka, ko se prekrižajo slovenske banke in praviloma balkansko kriminalno podzemlje. Noter je dve zgodbi o tem, kako je NLB brala denar za kralja balkanskega kokaina Darka Šarića, eno v Beogradu, eno v Novem Sadu. Potem imate zgodbo, kako je LHB Frankfurt posredovala denar za črnogorske tihotapce cigaret Veselina Barovića in ekipo, torej od Mila Đukanovića, kako je stabilizirala ekonomijo, ki se je razvila iz sredstev, ki so prišli iz državnega financiranja cigaret. Imate cel diapazon teh zgodb, ker se pač mi ukvarjamo s financiranjem kriminalcev, naprimer Sulčinskega klana. Tam je šlo preko 70 milijonov evrov noter. Sulčinski klan, veste, da je aktivno sodeloval pri planiranju in izvedbi atentata na srbskega predsednika vlade Đinđića. In to je bilo eno izmed večjih dnov, ki sem jih doživel, ko sem to sranje preučeval. Ok, v redu, imate različne goljufije, bančne goljufije, gospodarske goljufije. Ampak da vi poslujete še s kriminalci, to je bedno, to je enostavno bedno, ampak spet ni nič kaj drugače v tistih trenutkih, ko so poslovali z italijansko mafijo, ko so švercali narkotike pa cigarete, ali pa ko so imeli v kazinoju Portorož, Mala del Brento, italijansko mafijo. In ven črpali denar iz Paname v Švico. Knjigo pa v bistvu ne končaš s pranjem iranskega denarja, ampak v bistvu jo začneš. Zakaj? Kaj nam v bistvu prav pove ta primer Farok, ki se je začel dogajati in mislim, da konec leta 2008? Zato, ker sem hotel, da preden se začne knjiga zares brati, eno zanimivo poanto v premislek. Ali je iranska milijarda, sta lahko samo dve razrešitvi, kaj pomeni. Prva varianta je, da ne deluje policija, ne deluje tožilstvo, ne deluje Banka Slovenije, ne deluje Urad za preprečevanje denarja, ne delujejo medresorske komisije za trgovanje z Iranom, torej ne deluje Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zunanje zadeve, ne deluje svetovalec za nacionalno varnost, ne delujejo ključni ministri, etc. Se pravi, a jih je nekdo izklopil? A je možno, da vsi ne delujejo? A je možno, da običajen policajček ni šel na NLB pa vprašal, kdo je ta Iranc, kako zgleda, kdaj je prišel, kaj je tukaj pustil za ene dokumente? A je možno, da 5-krat pošljaš obvestilo, da se ti v banki dogaja pranje denarja, enormnih zadev, razmer vezan na proliferacijo, pa sekretar za nacionalno varnost, ki je doktoriral iz iranske proliferacije, to zanemar, da minister Ramben to ne pogleda. A je kdo pritisnil na gumb? Ali pa mi nimamo inštitucij, mi imamo sranje, nihče nič ne dela, brez veze. V vsakem primeru je slabo, je katastrofično. Moja teza je, ni tako slabo, koliko imamo vzpoveden mehanizem prisoten. In iranska zgodba se začne leta 1979, ko pride Ajatola Homeini na oblast in nacionalizira ves zahoden kapital vložen v Iranu, posledično Zahod blokira vse njegove iranske račune v tujini
Pridejo Iranci do Ljubljanske banke v Beirutu, zaprosijo Ljubljansko banko v Beirutu, če jim lahko pomaga prebiti finančno blokado Zahoda. In Ljubljanska banka reče, leta 1979, seveda, ponudimo vam svoje račune v Švici in tako Iranci prvič prebijajo blokado. Potem pa prebijajo še enkrat, v primeru iranske milijarde, na novi Ljubljanski banki. V bistvu to nekako pomeni, da ta primer FAR, torej tako pranje denarja v NLB, da torej tako imenovana globoka država res obstaja, da so v bistvu državne institucije, da je nekako ugrabila globoka država. Definitivno obstaja nekaj, kar odloča mimo institucij. To smo enostavno videli. Institucija je lahko Banka Slovenije, pa ugotovimo potem, da v teh bankah niso ne 10 let pregledali, ali se vzdržuje kontrola nad pranjem denarja in kakšne kredite dajo. Odločanje je nekje drugje, ne na regulatorju. To bi lahko še za druge zadeve enako rekel. To v bistvu na nek način pomena, da recimo, če bi se recimo oblast v Sloveniji normalno menjala, da bi se potem tudi te strukture menjale, tudi ti ljudje v podsistemih, potem verjamem, da kaj takega ne bi bilo možno, ker recimo, da bi bilo tudi v ljudje, pa v agenciji za pranje denarja, torej, da bi različnega svetovnega nazora, potem verjetno to ne bi moglo iti. No, zagotovo je vedno zdravo, če se tistih ekipe, ki upravljajo z državo, menjajo. Ampak zagotovo je pa tudi zelo pomemben, da politika ne upravlja z državno lastnino, ker do zdaj milijonkrat dokazana, upravlja vedno tako, da najebamo mi vsi preostali. Kaj pa v bistvu, recimo, arhitekt Edo Ravnikar je pod svoji knjigi Udbomafija, torej leta 1995 zapisal, da pač obstaja Udbomafija, pač ta tvoja knjiga to potrjuje, ali v bistvu pač ti počeraje na bistvu Udbomafije uporabljaš ta pač pojem sporedna država, sporedni mehanizem oziroma globoka država. Zdaj, lahko izberem Ravnikarja, pa rečem Udbomafijo, lahko izberem Kavčiča, ki je to samo poimenoval kot usporedni mehanizem. Glede na to, da je Kavčič bil ključen element pri sestavi usporednega mehanizma, mislim, da je najbolj, da to poimenujem kot usporedni mehanizem in tudi to nekako zajame pojasnilo biti tega, se pravi, imaš center odločanja, ampak pravo odločanje je nekem usporednem sistemu. Torej, v bistvu nek način bolj razumljivo ljudem, da nekaj usporedno poteka. Bolj natančno je to, ja. Še za konec, kaj bi rekel v bistvu, kaj je v bistvu glavna poanta, glavno sporočilo te tvoje obsežne knjige? Ja, mislim, da boste tokrat zvedeli predvsej veliko o realnosti sveta, v katerem živimo, kako je dejansko sploh sistem deloval pred padcem Berlinskega zidu in očitno ni imel nobenega ne skrupula, ne sramu. In pokaže, da to, da smo bili mi luzerji tranzicije, rdeče omrežje pa zmagovalci tranzicije, ni stvar, da so oni boljši ali pa stvar naključja. Je stvar tega, da so desetletja vzpostavljali usporedni mehanizem, ki jim je omogočil, da so najprej odtegnali naš družbeni kapital in nas potem kupili. In to je skvarilo slovensko tranzicijo do te mere, da smo ob prvem zunanjem, resnem zunanjem šoku, to je 2008-2012, naredili popolno implozijo v slovenski ekonomiji, javno-finančno krizo, bančno krizo in krizo v gospodarstvu. Hvala našemu gostu. Če ima morda kdo še iz občinstva kakšno vprašanje za našega gosta, izvolite. Evo, prvo vprašanje. Ja. No, jaz nemam vprašanja, povedal bi pa osebno izkušnjo. Leta 2014 sem imel težko operacijo, vse zdravljanje je koštalo 69.000 evrov. In še takrat, ko sem bil v vladnem kliničnem centru,
mi je doktor Kalinskih, takrat 35 let star, to je brat od Sreča Zlata, povedal, da na račun mojega zdravljenja, Flo, skan, tisti medical, ste nekaj omenili. Mark Medical. Da je šlo najmanj 12,000 evrov nekom vzad, ko niso tisto naredili. In to javno povem, oziroma, ko mi niso nakul, da domača povedam, ki so bil nepokorekni posramno izpuščali. Taki so odnesli. Najmanj 12,000. Pa če bi ček dobro rekel, pa ne. Zdravstvo je fino čupati, ker je približno tam, koliko 2 milijardi vsako leto je tam, kontrole ni posebne, je pa veliko za pobrati, zato ga pobirajo. Hvala vam. Na koncu smo imeli. Jaz bi vam tukaj zanimivo, da se ukvarjate s tem, da se ukvarjate. Zanima me, če ima ta knjiga, bi rekel, po nadaljevanju, da lahko se sledi organi pregona, da lahko na osnovi tega najdejo te ljudi tudi, ko je kontinuitetno spravi, obstajajo te šokera. To je eno, zanima me, glede BlackRocka. Je to v bistvu slovenski denar, ki je posvojen za teh 5,5 milijard. To me zanima. Ravno tako me zanima, kot ste prej omenili, kako so se nabile firme, katere so se pogledali provizije. Če je GNP ista zgodba, se pravi, da se pogledajo provizije, v razlike, ker da nekdo kupuje elektriko z našim denarjem, brez svojega denarja, ne vidim razloga, da bi tudi konkurenčna klauzula tukaj ne pride upoštev, ker elektrarne so slovenske. Ok, prvo vprašanje je, ne tožilstvo pa policija to ne zanima, ampak vse jih ne morejo, oni so retardirani. Drugo vprašanje je BlackRock, mislim, da nima veze z nami, ima pa še kako veze z nami, to pa mislim, da se vse bolj dokazuje Strat York, ki odkupuje terjatve od DUTB-ja. Mislim, da je tam noter ekskluzivno slovenski denar in da je to tudi denar, ki so ga s goljufivimi banksterskimi kreditnimi posli umaknili iz slovenskega bančnega sistema. Se pravi, da je to sprevertirana zadeva, vzameš kredite, jih ne vračaš, banka mora iti v sanacijo, terjatve se začnejo prodajati po nižji ceni, ti z unim denarjem prideš prek 2 ovinkov, zamaskiran nazaj in se poceni odkupaš. Za GNIT moram pa razočarati, ker ga nisem pregledoval. In imam navado, da v bistvu, če ne vem, kaj tam točen je noter, ne skomentiram. Je pa elektro en tak pošasten posel, ki je izjemno zapleten in ga je zelo težko dojeti, in lastnosti sistemov, ki so izjemno kompleksni in zapleteni, da so taki ravno zato, da z lahkoto zamegliš izčrpavanja. Nisem ti kaj dosti mogel odgovoriti. Ja. Govori se o 50 milijardah, da je šlo iz Slovenije denarja. Tu ste rekel, da ne vemo, koliko je šlo denarja. Ampak verjetno, tako bi rekel država, ker Američani so sicer rekli, da 90 milijard. Ampak ok, če se držimo 50 milijard, kje je ta denar? Ta denar zdaj pravzaprav vrača pri kreditov, ki jih imajo pri Hrvatski banki, področni banki. Nekaj kaj, ta denar v bankah je lastnik Ljubljanske banke, potem ta kapital, kaj bo zdaj? Najprej, kar se teh cifr tiče, te cifre je začel spuščati Domagoj Margetič, ampak v vseh teh letih, 10 letih, kar operira s temi ciframi, dokazal ni dal. Jaz mislim, da je on nor, in da je irelevantno, kar govori. Za občutek sem dobil cifre za koliko denarja so spumpali ven sprega iz Kazinoja Portorož, sprega službe državne varnosti pa italijanske mafije. V današnji vrednosti je to 250 milijonov evrov. Zdaj, nekaj takega se je tudi v Kazinoju Gorica dogajalo, verjetno v enkrat večjem obsegu, ampak to vam lahko približam dal ceno, kaj bi to bilo. Zdaj pa, kako je ta denar potekel? Dajte, naprimer, čisto konkretno, slovenska vlada
da omogoči Aditu, da dobi kredit Ljubljanske banke, ki ga prenese v Trst. Ta ga iz Trsta prenese v Luksemburg. V Luksemburgu se ta kapital uporabi za to, da se v Švici ustanovi banka. Ta banka v Švici je zdaj dobila kapital, ki iz Ljubljanske banke stekel. Na Ljubljanski banki odpišete kredit, ni ga treba več vrniti. In ta kredit da švicarska banka svojemu lastniku Proteusu. Ta podjetje Proteus kupi v Sloveniji podjetje Auremijana s tem kapitalom. Ta Auremijana se preimenuje v Mark Medical in gospodu usadijo predrk nedelujoč stent in zaslužijo denar. Evo, zelo enostavna zadeva, kako ta krogotok denarja teče. To bi lahko ponovili še za ene 50 podjetij, kako je to stekalo. Ali pa ta švicarska banka da svojemu lastniku kredit, ki da Safti v Trst kredit, Safti potem kupi banko Noricum v Sloveniji in jo proda banki Celje, ki je v lasti Ljubljanske banke, dobi denar, razliko med nakupno in prodajno ceno, da na svoj Proteus, ustanovi iz tega Proteusa Tednik Republika ali pa financira mladino, potem, ko se preimenuje v Vega Finance. Evo, tako gre ta posel. Še morda kakšno vprašanje? Aha, kje je bil zdaj? Koliko košta knjiga? Koliko knjiga pa košta? 40 € z DDV. Evo. Ok, če ne boste pa še kakšno vprašanje lepo zastavili kolegu Bezdirju, gospodu Bezdirju. Ja. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja. Hvala našemu gostu, gospodu Bezdirju, in hvala vsem vam za udeležbo. Hvala tudi vsem, ki ste nas gledali preko spletnega portala Demokracija v neposrednem prenosu. Hvala in lep večer še naprej vsem. Hvala. Hvala vam, hvala organizatorjem. Če želi kdo kupiti knjigo, jo imam danes s sabo, tako da imam jo tle, če želi